Lepo pozdravljeni vsi skupaj še v mojem imenu. Javljam se vam z zmernim glavobolom, vendar obljubim, da se bom potrudil svoj del seminarja izvesti tako, da na koncu glavobola ne bi imeli tudi vi. Skratka, moj del seminarja se bo nanašal na vprašanje mednarodne pristojnosti. Kot bomo spoznali skozi vprašanja, skozi praktične primere, ki so jih pripravili naši partnerji, bomo videli, da v bistvu uredba o Evropskem plačilnem nalogu v tem delu nastopa kot komplementarna bruseljski uredbi. In je potrebno marsikdaj referirati oziroma pogledati za konkretno ureditev pristojnosti bruseljsko uredbo kot matično uredbo na tem področju. Morda zgolj preden se spustimo v reševanje primerov, ponovimo samo nekaj malega o sami uredbi od včeraj. Uredba in smoter je hitra in učinkovita izterjava neporavnanih, a nespornih dolgov. Seveda vemo, da dolg bo postal sporen, kakor hitro bomo imeli opravka z ugovorom, tako da v tistem trenutku v bistvu odpade smoter te uredbe in tedaj nastopi nacionalni postopek in se vodi zadeva naprej po nacionalnem postopku. Uredba si zasleduje poenostaviti, pospešiti in zmanjšati stroške sodnih postopkov v čezmejnih zadevah z določitvijo minimalnih standardov in predstavlja dodatno in neobvezno sredstvo. Kaj to pomeni? To v bistvu pomeni, da je uredba alternativa. Tožnik se zmerom lahko odloči za uporabo kakšnega drugega evropskega instrumenta, oziroma se odloči za uporabo nacionalnih instrumentov za izterjavo dolgov. Vprašanje mednarodne pristojnosti je v kratkem naslovljeno tudi v uvodnih izjavah oziroma preambuli uredbe, vendar vidimo, da sta zgolj dve izjavi takšni, ki se nanašata na mednarodno pristojnost in nam ne povesta veliko. Ponavadi se obrnemo k preambuli, kljub temu, da slednja ne ustvarja neposrednih pravic in obveznosti, vendar pa sostopa pri interpretaciji normativnega dela uredbe. Pred seboj imate prvi primer, ki so ga pripravili partnerji iz Graške fakultete. Preden bi se spustil v sam primer, morda zgolj izpostavimo, da vprašanje mednarodne pristojnosti je vprašanje, ki zadeva procesno predpostavko, skratka dopustnost konkretnega spora. Od tega vprašanja pa moramo ločiti področje uporabe uredbe. Ali se bo uredba sploh uporabljala, sloni na drugih kriterijih. Ratione materie, skratka uredba se uporablja za nesporne, skratka izhodiščno nesporne zahtevke, ki so do dneva vloge že zapadli. Nadalje ti zahtevki morajo izhajati iz pogodbene podlage, vsaj praviloma iz pogodbene podlage, ker uredba predvideva tudi določene izjeme. Kriterij za uporabo uredbe ratione persona pa je ta čezmejni element. Skratka, čezmejni element se zrcali pri naši uredbi v tem, da ima vsaj ena izmed udeleženih strank stalno prebivališče v drugi državi članici, kakor je forum, skratka, kakor državi članici, kjer imamo naš forum. Zdaj, verjetno ste si kaj pogledali naše primere, mislim, da so bili včeraj objavljeni, oziroma da jih je kolega Kristjan objavil. Tile začetni primeri niso pretirano zahtevni. Mislim, da ste imeli možnost prebrati, pa vendarle dajmo tudi skupaj prebrati prvi primer. Prvi primer zadeva gospoda Corleona, italijanskega državljana s stalnim prebivališčem v Italiji. Skratka, prva relevantna okoliščina, ki je sklenil pogodbo z avstrijsko družbo Vetsport GmbH in ta družba ima sedež v Innsbrucku, skratka v Avstriji. Gospod Corleone se je s pogodbo zavezal, da bo vzpostavil in upravljal s tovrstnimi storitvami športnih stav v Italiji. Zlasti se je v pogodbi zahtevalo, da mora zbirati stave od lokalnih poslovalnic, ki ponujajo storitev stav, ter da zatem, ko se igralcem stav izplačajo zmagovalni dobitki, pošlje pripadajoči znesek družbi Vetsport GmbH. Skratka, ne zanima nas zdaj niti toliko materialno-pravno ozadje oziroma substančna podlaga tega zahtevka, kar je za nas bistveno, da opredelimo
je z vidika pristojnosti morda zgolj karakteristična izpolnitev pogodbe. Ne? In vidimo, da gre v tem primeru za neko posredovalno razmerje, ne? Ali je to zdaj posredniška, komisijska, agencijska, kakršnakoli že mešana, morda sui generis pogodba za nas ni pomembno, glavno je, da to kvalificiramo kot bodisi pogodbo o dobavi, prodajno pogodbo ali pa kot storitveno pogodbo ali pa kot pogodbo, ki ne ustreza niti eni izmed teh kategorij. Kot bomo videli, bo to pomembno v nadaljevanju. No, na podlagi tako opisanega dejanskega stanja me zanima, kako bi odgovorili na prvo vprašanje. Družba Vetsport GmbH je zavzela stališče, da gospod Corleone ni izpolnil njegovih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je zavezan družbi plačati znesek v tej in tej višini. Iz tega razloga želi družba GmbH Vetsport vložiti vlogo za evropski plačilni nalog. Moje vprašanje glasi, katero sodišče je za to mednarodno pristojno? Oziroma, enostavno je, kako bomo ugotovili mednarodno pristojnost v tem primeru. Bi se morda kdo priglasil z odgovorom? Slišim, da ima nekdo prižgan mikrofon. Tako da, kar pogumno. No, evo, jaz lahko. No, kolegica Stanković. Ja, Jelena Stanković, super. Po mojem mnenju, jaz mislim, da je pristojno sodišče v Italiji, glede na to, da je dolžnik ima stalno prebivališče v Italiji. Ja, se strinjam. So še kakšna mnenja? Bi še kdo kaj dopolnil ali dodal? No, naj omenim, da je rešitev pravilna. Bi pa morda vprašal, če je sodišče v Italiji morda pristojno še na kakšni drugi podlagi. Ja, morda, ali če je prišlo prej do dogovora med strankama, ali kar se storitev izvaja v Italiji oziroma pogodba. Tako je. Skratka, zdaj imamo nek popolni dogovor, možna bi bila tudi prorogacija pristojnosti ali pa seveda, da uporabimo določbe glede forum kontraktov. Skratka, da je pristojno tudi sodišče, kjer je bilo potrebno pogodbo izpolniti. Odgovor ne bomo iskali v naši uredbi, skratka v uredbi, s katero se trenutno ukvarjamo, to je glede plačilnega naloga. Ne? Ker kot sem že prej omenil, ta je zgolj komplementarna v tem delu pristojnosti bruseljski uredbi. Ne? In sicer nas člen 6 uredbe o evropskem plačilnem nalogu napotuje na bruseljsko uredbo. Sicer vidimo, da nas napotuje še na staro uredbo, ki je bila tedaj veljavna, Bruselj 1, sedaj pa jo je zamenjala bruseljska uredba 1a oziroma Bruselj 1 bis. Ko pa pogledamo določbe bruseljske uredbe, pa vidimo, da je pristojnost mogoče vzpostaviti kot splošno pristojnost, skratka actor sequitur forum rei, tožnik sledi tožencu, zaradi tega, ker ima gospod Corleone svoje stalno prebivališče v Italiji, je italijansko sodišče pristojno na tej podlagi. Možen bi bil tudi dogovor, no naši kolegi iz Graca so pa izpostavili še določbo člena 7 bruseljske uredbe, ki govori o forumu contractus. In sicer, da je oseba s stalnim prebivališčem v državi članici lahko tožena v drugi državi članici v zadevah v zvezi s pogodbenimi razmerji pred sodiščem v kraju izpolnitve. Zdaj, ta določba nam daje forum elektivum, skratka izbirno pristojnost. V našem primeru ni smiselna, ampak bi pa bila smiselna, če bi denimo gospod Corleone imel stalno prebivališče v kateri tretji državi članici, skratka, če bi imel denimo stalno prebivališče v Franciji. Tedaj bi ga lahko tožili bodisi v Franciji, kjer ima stalno prebivališče, bodisi v Italiji, zaradi tega, ker je tam bilo potrebno izpolniti pogodbo. Morda bi se na tem mestu kratko zadržal še pri bruseljski uredbi, ker moramo vedeti, kaj pomeni pogodbeno razmerje po bruseljski uredbi. Bruseljska uredba je instrument prava EU in marsikdaj, kadar imamo opravka z instrumenti prava EU, se je seveda potrebno sklicevati na evroavtonomno razlago pojmov. To velja tudi za tako imenovana pogodbena razmerja. In to je zelo pomembno tudi za evropski plačilni nalog, ravno zaradi tega, ker, kot že omenjeno, naši zahtevki morajo, vsaj praviloma, prihajati oziroma temeljiti na pogodbenem razmerju.
Kaj pomeni pogodbeno razmerje v evroavtonomnem smislu? Sodišče EU se je z tem vprašanjem večkrat ukvarjalo. Morda izpostavimo zgolj nekaj zadev, kot denimo Peters proti Znavu, kjer je sodišče EU pojasnilo, da se pogodbeno razmerje, kakor ga klasično intuitivno dojemamo, vsebuje tesno vez, se razteza, skratka ekstenzivno razlago, širimo, tudi na razmerje, ki vsebuje tesno vez, ki je enaka tisti, ki obstaja med strankami pogodbe v strogem pomenu besede. Kot primer je izpostavilo obveznost plačila iz razmerja med članom in združenjem. Tako si lahko predstavljamo, da različne societetne povezave lahko porodijo obveznosti, ki ustrezajo pojmu pogodbenih razmerij po bruseljski uredbi 1a. Nadalje je sodišče denimo v zadevi Hante pojasnilo, da gre pri pogodbenih razmerjih za zavezo, pri kateri gre za prostovoljni sprejem obveznosti. Prostovoljni sprejem dolžnika proti upniku. Zdaj, implicitno iz tega lahko razberemo, da gre za razmerja, ki so inter partes in ne more biti za razmerja, ki učinkujejo erga omnes oziroma in rem. Pri tem pa seveda velja poudariti, da ni potrebno, da bi dolžnik sprejel vsako izmed obveznosti eksplicitno, kot denimo pri prodajni pogodbi, če ima stvar stvarne napake, seveda nastanejo jamčevalni zahtevki. In ni nujno, seveda, da bi dolžnik moral eksplicitno pristati na vsakega izmed jamčevalnih zahtevkov posebej. V zadevi Brok-Sitter je sodišče dejalo, da tudi civilna deliktna odgovornost, ki izhaja iz kršitve pogodbe, lahko zapade pod pojem pogodbenih razmerij. Zdaj, to je seveda pomembno zaradi tega, ker vsake države članice lahko po svoje, v skladu z svojo doktrino, neko razmerje dezignirajo kot kontraktualno, kvazikontraktualno, deliktno, kvazideliktno in tako naprej. Sodišče je pojasnilo, da v bistvu takšna delitev ni pomembna, oziroma pride v upoštev tudi deliktna odgovornost, če izvira iz kršitve pogodbe, in potem imamo denimo tudi v uredbi o plačilnem nalogu navedene izjeme, kdaj se lahko tudi nepogodbena razmerja upoštevajo za uveljavljanje zahtevka po naši uredbi. In gre tudi denimo v primeru, kadar se stranki recimo dogovarjata, kadar je bila nepogodbena razmerje že predmet dogovora med strankama. Bi pa, preden nadaljujemo, samo izpostavil še, da nekatere pogodbe so izključene iz dometa 7. člena. Tukaj gre za zavarovalne, potrošniške pogodbe, pogodbe o zaposlitvi, nepremično premoženje in tako naprej, ki so v bruseljski uredbi urejene z posebnimi členi, ki določajo bodisi drugo specialno pristojnost oziroma izključno pristojnost. Zelo na kratko bi se še zaustavil na pojmu kraja izpolnitve. Tukaj je ponovno potrebno izpostaviti evroavtonomno razlago, in če smo si prej ogledali člen 7, vidimo, da bruseljska uredba deli na dva dela kraj izpolnitve, in sicer splošno in nato za prodajo blaga ter za opravljanje storitev. Točka A bo prišla v poštev, kadar imamo opravka z raznovrstnimi pogodbami, ki jih ni mogoče kvalificirati pod točko B, skratka z licenčno pogodbo, prodajo nepremičnine, franšizno in tako naprej. Če imamo denimo več tipičnih izpolnitvenih ravnanj, oziroma eno tipično izpolnitveno pa nekatere stranske, potem pride v upoštev načelo accessorium sequitur principale, skratka pristojnost določimo po glavni izmed izpolnitvenih ravnanj. Če pa kraj ni določen, tedaj sodišče v bistvu kraj določi po materialnem pravu, skratka najprej mora uporabiti kolizijska pravila, da pride do prava, ki se za zadevno razmerje uporabi, in na tej podlagi na to odloči o kraju izpolnitve. Posebej pa je urejen kraj izpolnitve pri prodaji blaga. Skratka, tukaj se je sodišče zaneslo na Dunajsko konvencijo. Skratka, to je tam, kjer se dobavi blago ali kjer bi bilo potrebno dobaviti blago. In pri storitvah, to pa je tam, kjer so vse storitve opravljale. In denimo v našem primeru, ki sloni na
resničnem primeru Goldbet se je štelo, da so storitve bile opravljene v Italiji, tako da bi bilo tudi po tem kriteriju v bistvu potem pristojno italijansko sodišče. Pustimo zdaj skratka te osnove na miru in gremo v progresivno težje zadeve. Scenarij 2, ki se navezuje na naš prejšnji primer. Imejmo v misli gospoda Corleona in Vetsport GmbH. Vetsport GmbH sedaj vloži vlogo za evropski plačilni nalog pri Bezirksgericht Handelssachen Wien, Dunajsko okrožno sodišče. Zelo na kratko, katere zahteve glede vloge mora družba Vetsport GmbH upoštevati. Rešitev imate v bistvu že zapisano gor, tako da bi morda ta del preskočil, ker je v bistvu rešitev vsebina člena 7 uredbe o Evropskem plačilnem nalogu. Skratka, uredba o Evropskem plačilnem nalogu je formalizirana. Skratka, opravka imamo z različnimi obrazci. Tožnik, ki bo zahteval izdajo Evropskega plačilnega naloga, se bo moral izpolniti obrazec A. In obrazec A je potem razdeljen na različne kategorije. Vse skupaj je dostopno na Evropskem portalu oziroma Evropskem pravosodnem atlasu, brezplačno, bodisi v obliki PDF-ja, bodisi interaktivno izpolnjujete zadevo. Kar pa je pomembno, denimo, da za nas je, da mora tožnik navesti pod točko F, če smo pozorni, podlago za pristojnost. Skratka, tožnik mora navesti, se v bistvu tako kot pri nas, kadar tožimo, imamo neko kompetenčno dejansko stanje in iz tega kompetenčnega dejanskega stanja na to sodišče razbere, ali so podane okoliščine, ki utemeljujejo pristojnost sodišča. No, v bistvu je podobno tudi tukaj. Zelo pomembno pa je omeniti, da sodišče seveda po uradni dolžnosti preverja, ali je pristojno za izdajo Evropskega plačilnega naloga, zato je seveda toliko bolj pomembno, da tožnik pravilno navede podlago. Morda zgolj še omenimo, pomembno je tudi, da tožnik navede, kaj se naj zgodi v primeru ugovora. Če tožena stranka namreč poda ugovor zoper Evropski plačilni nalog, potem obstajata dve varianti, oziroma tri variante na nek način. Tožnik morda ne bo vztrajal pri nadaljevanju, ali pa se bo ta postopek prelevil na to v nacionalni postopek, ali pa odvisno od vrednosti spora se lahko nadaljuje potem kot evropski spor majhne vrednosti. Kako se lahko gospod Corleone brani? Spet razmeroma enostavno vprašanje. Skratka, sprašujem vas, kaj je procesni instrument, ki mu omogoča obrambo? Če morda kdo pove? Z ugovorom v 30 dneh. Tako je. Skratka, zelo jasno je, tožena stranka poda ugovor v 30 dneh od vročitve naloga in ponovno, tako kakor tožnik uporablja obrazec A, bo moral tudi toženec uporabljati nek poseben obrazec. Zdaj pa pejmo na scenarij 3. Ponovno opozarjam, izhajamo iz istega dejanskega stanja, ki ga malo prilagodimo. In sicer, gospod Corleone je v predpisanem roku vložil ugovor. Razlogi za njegov ugovor Evropskemu plačilnemu nalogu se nanašajo na neutemeljenost in nezapadlost zahteve. Zaradi slednjega je Dunajsko okrožno sodišče primer predalo Landgericht Innsbruck, zavzemajoč stališče, da je to sodišče pristojno za običajni civilni postopek v smislu člena 17. Ustavimo se zgolj za trenutek. Avstrija in Nemčija in nekatere druge države so v bistvu centralizirane oziroma monopolizirale pristojnost za obravnavo Evropskega plačilnega naloga. Podobno kot pri nas, kot smo imeli z COVRom. Skratka, eno sodišče je tisto, ki procesira to specifično vrsto instrumenta. In ko pride do ugovora, se pa potem vodi nacionalni postopek in ta postopek mora po nacionalnih pravilih glede pristojnosti voditi pristojno sodišče. Tako da bo potem, enako kot denimo pri ugovoru, pri izvršbi zoper verodostojno listino, bi se potem vodilo morda pri nekem lokalnem sodišču.
Gospod Corleone se je na tem sodišču prvič skliceval na pomanjkanje pristojnosti avstrijskih sodišč z razlogom stalnega prebivališča v Italiji. Zdaj, kar bi tukaj opozoril, je, da on se je pred tem lokalnim, skratka pred okrožnim sodiščem v Innsbrucku, prvič skliceval na pomanjkanje pristojnosti, ne pa v samem ugovoru, ki ga je podal. Družba Vetsport GmbH je po drugi strani trdila, sklicujoč se na ta in ta člen, da je sodišče pristojno. V vsakem primeru je družba Vetsport GmbH navedla, da je okrožno sodišče pristojno v skladu s členom 26 uredbe Bruselj 1, ker se gospod Corleone ni skliceval na nepristojnost sodišč, ko je že vložil ugovor zoper zadevni evropski plačilni nalog in se s tem spustil v postopek v luči tega člena. Skratka, če povzamemo, nismo vložili zahteve pred italijansko sodišče, temveč smo ga vložili pred avstrijsko sodišče. Gospod Corleone je vložil ugovor, v ugovoru je oporekal neutemeljenost in nezapadlost, ne pa tudi nepristojnost. Na to, ko se je zadeva prenesla na pristojno nacionalno sodišče in se je začel nacionalni postopek, pa je gospod Corleone oporekal mednarodni pristojnosti. Družba Vetsport pa sedaj trdi, ne, gospod Corleone je bil s tem prekludiran, kajti on bi že moral ugovarjati pristojnosti v ugovoru. A imamo kakšno razmišljanje tukaj, kdo ima prav, ali bi moral gospod Corleone že v ugovoru ugovarjati pristojnosti ali ne? Ne rabi. Ker ugovor ne ugovora pristojnosti lahko šele kasneje ugovarjati. Ja, kolega, sicer zelo slabo se pa si slišalo, ampak ste povedali pravilno, skratka ne rabi že v samem ugovoru ugovarjati pristojnosti. V bistvu sem zamudil z enim slajdom, skratka, ali ugovor zoper evropski plačilni nalog, v katerem se pristojnost sodišča ne izpostavlja kot sporna, pomeni spustitev v postopek v smislu 26. člena. In sicer je sodišče to tudi eksplicitno pojasnilo, v zadevi Goldbed, da ni mogoče šteti za spustitev v postopek v luči člena 24 stare uredbe bruselske oziroma člena 26 nove bruselske uredbe. Ugovor tožene stranke ne more imeti drugih učinkov od tistih, ki izhajajo iz člena 17 uredbe o evropskem plačilnem nalogu. In če si pogledamo člen 17 uredbe o evropskem plačilnem nalogu, bomo videli, da je v bistvu edina resnična posledica ta, da se zaključi postopek o evropskem plačilnem nalogu in se preide na postopek po nacionalnem pravu. Skratka, ne pa morebitnih drugih učinkov. Zato je mogoče posledica zgolj ta, da se postopek za evropski plačilni nalog zaključi in se postopek nadaljuje kot običajni civilni postopek. Kar pa je še pomembneje, je, da tudi standardni obrazec, ki se uporablja za ugovor, ne ponuja nobene možnosti za izpodbijanje pristojnosti sodišč držav članic izvora. Skratka, vaš ugovor je lahko neke vrste carte blanche in bo povzročil v vsakem primeru te učinke iz 17. člena. Tukaj je še zadeva. Poglejmo si pa člen, na katerega se je sklicevala družba Vetsport v našem namišljenem primeru in kakor je sodišče odločilo glede člena 24 stare bruselske uredbe oziroma člena 26 nove bruselske uredbe, kaj v bistvu sploh je člen 26, in sicer ta govori o neke vrste tihe prorogaciji oziroma ustalitvi pristojnosti, če se je tožena stranka spustila v postopek. In nekdo bi, tako kot v našem primeru družba Vetsport, lahko trdila, da se gospod Corleone, da se je spustil v postopek ravno zaradi tega, ker ni ugovarjal pristojnosti. Sodišče EU pa je, kot smo videli, pojasnilo, da temu ni tako. Naslednje vprašanje je v bistvu povezano, pa malo bom rekel, da so morda naši avstrijski partnerji čudno formulirali, ali bi bilo drugače, če bi se ugovor nanašal na glavno stvar, ker v našem primeru se v bistvu na nek način ugovor je nanašal na glavno stvar, saj je gospod Corleone izpodbijal evropski plačilni nalog na podlagi nezapadlosti in neutemeljenosti. Zakaj je to pomembno? In sicer zaradi tega, ker je stara praksa še iz bruselske konvencije ta, da pristojnosti ni mogoče oporekati po zavzetju stališča,
tožene stranke, ki se v skladu z nacionalnim procesnim pravom šteje za prvo obrambno navedbo, naslovljeno na sodišče, ki mu je bila zadeva predložena. Skratka, če bi šteli ta ugovor kot prvo obrambno navedbo, ne, bi potem lahko rekli, ja, gospod Corleone je pa prekludiran. Ampak sodišče je reklo, da ne, da če bi se namreč ugovor upošteval kot prva obrambna črta, potem ne bi bilo več razlike med postopkom po uredbi in nacionalnim postopkom. V bistvu bi potem upoštevali, kot da gre zgolj za kontinuacijo enega in istega postopka. Kot pa smo že prej omenjali, kakor hitro imamo ugovor, ta terjatev, ta zahtevek več ni nesporen. In v bistvu smoter kauza uporabe uredbe odpade. Zato se začne nov nacionalni postopek glede spornega predmeta. Seveda, če ni tožnik predlagal nekaj drugega. Ne? V uredbi ni določbe, ponovimo, ki bi zahtevalo tožene stranke, da pojasni razloge za svoj ugovor, nasprotno, člen 16.3 določa, da tožena stranka ne rabi navesti svojih razlogov. Zato je namen ugovora omogočiti toženi stranki izpodbijanje terjatve in ne, da se uporabi kot okvir za obrambo v glavni stvari. V bistvu nam ni potrebno niti iti predaleč, skratka v judikate sodišča EU, ker takšen primer smo imeli tudi pred slovenskimi sodišči. Tožena stranka je zoper izdan EPN pravočasno vložila ugovor na tipiziranem obrazcu, kjer je rekla, da je zahtevek neutemeljen tako po temelju kot po višini. Skratka, nekdo bi lahko trdil, da gre tukaj za prvo obrambno črto. Šele na to, ko se je v bistvu postopek nadaljeval po pravilih običajnega pravnega postopka in je sodišče tožečo stranko pozvalo na dopolnitev tožbe. Zdaj, zakaj na dopolnitev tožbe? Ker enako kot imamo denimo pri Covlu, se tudi tu imamo v bistvu prakso slovenskih sodišč, da je podobno. Skratka, ker je vloga za izdajo EPN-a precej abstraktna, formalizirana, kljub temu, da se lahko šteje kot tožba, je potrebno potem relaksirati zahteve pravila glede prekluzije in omogočiti, da se dopolni ta vloga oziroma tožba, kakor tudi odgovor na njo. In šele tukaj je potem, šele v tej fazi, skratka, ko se je pred nacionalnim sodiščem obravnavala zadeva, je tožena stranka podala ugovor nepristojnosti slovenskega sodišča. Slovensko prvostopenjsko sodišče, ki je obravnavalo zadevo, je ocenilo, da je bil takšen ugovor prepozen in ga kot takšnega ni upoštevalo. Po oceni našega prvostopenjskega sodišča bi morala tožena stranka mednarodno pristojnost ugovarjati najkasneje, ko je opravila prvo dejanje v postopku, torej že v ugovoru zoper EPN. Kar je kasneje višje sodišče v skladu z judikaturo sodišča EU, ki smo jo pravkar predstavili, razglasilo oziroma ugotovilo, da gre za nepravilen sklep, nepravilno uporabo prava sodišča prve stopnje. In sicer je ponovilo ravno te razloge, ki smo jih dali, ugovor ne more imeti za toženo stranko drugih učinkov od teh, ki izhajajo iz uredbe bla, 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 in ti učinki so, da se postopek kot evropski plačilni nalog konča in da spor avtomatično preide na pravila rednega postopka. Obrazec ne daje nobene možnosti za ugovarjanje pristojnosti sodišč države članice izvora. Tukaj se je v bistvu potem še stranka sklicevala oziroma sodišče povzelo, da bi morala tožena stranka skladno z drugim odstavkom 438. člena, skratka po posebnih pravilih, glede ugovora krajevne pristojnosti v primeru plačilnega naloga, tam ugovarjati, skratka že v ugovoru po evropskem plačilnem nalogu ugovarjati pristojnost, vendar bi to potem zopet narušilo meje med obema našima postopkoma. Skratka, ne moremo zdaj uporabljati pravila nacionalnega prava za ugovor, ki pa je reguliran po uredbi o evropskem plačilnem nalogu. Prišlo bi do nekega zabrisanja med tema dvema postopkoma in ugovor in plačilni nalog, evropski plačilni nalog bi v bistvu bil devalviran na tak način. Vprašanje 6 glasi, kakšne posledice bi nastopile, če gospod Corleone ne bi pravočasno pri sodišču države članice izvora vložil ugovora. Skratka, kaj se potem zgodi? Pa ne zahtevam.
Sodišče izvora bi razglasilo evropski plačilni nalog za izvršljiv. Tako je. Skratka, zelo enostavno, sodišče izvora nemudoma razglasi evropski plačilni nalog za izvršljiv. No, mi pa vemo, v tem je tudi v bistvu največja prednost plačilnega naloga, evropskega plačilnega naloga, ker ko je enkrat potrjen v državi izvora kot izvršljiv, se potem o tej izvršljivosti več ne pogovarjamo in je izvršljiv tudi v državi izvršbe. Tako, to je bilo to, kar zadeva gospoda Corleona, mi pa pejmo na naš drug primer, ki pa zadeva gospoda Huberja. Ta je nemški državljan s stalnim prebivališčem v Münchnu in je sklenil pogodbo z gospod Müller, prav tako nemško državljanko, ki ima stalno prebivališče v Grazu. Avstriji, ne? Tam ima tudi odvetniško pisarno, gospa Müller. V skladu s pogodbo je gospa Müller zavezana plačati 150 000 evrov za sodobno dizajnersko kuhinjo, ki bo v njeni odvetniški pisarni. Verjamem, da bi marsikdo delal v taki odvetniški pisarni. Gospod Huber je dostavil kuhinjo v Graz, vendar je gospa Müller ni plačala. Zato želi gospod Huber doseči poplačilo za izdajo evropskega plačilnega naloga. Skratka, logičen razvoj dogodkov, plačilna nedisciplina, morda po temelju sploh ni sporna zadeva, ne, ampak nam pride evropski plačilni nalog zelo prav. Skratka, prvo vprašanje bo, katero sodišče je mednarodno pristojno za to vlogo. Spomnimo, gospa Müller, stalno prebivališče v Avstriji, kuhinjo je bilo potrebno instalirati v Avstriji. Kaj bomo rekli, kje je mednarodno pristojno sodišče? Ja, v Avstriji. Ja, tako je. Skratka, nimamo nekih dilem, nimamo indikatorja, da bi bila kakšna prorogacija pristojnosti. Hkrati pa imamo podano stalno prebivališče kot kriterij za pristojnost, pa tudi ponovno forum contractus, skratka kraj, kjer je potrebno izpolniti pogodbo. Zdaj, morda zgolj omenim, stalno prebivališče, kako presojamo, kdaj ima oseba stalno prebivališče. Ponovno moramo iti gledati bruselsko uredbo in bruselska uredba glede stalnega prebivališča v bistvu napotuje na nacionalne definicije stalnega prebivališča, medtem ko pa, če imamo opravka z pravno osebo, takrat ne gledamo stalno prebivališče fizične osebe, normalno, ampak gledamo sedež. In bruselska uredba pa operira tam z evroavtonomnim pojmovanjem sedeža, zgolj kot intermezzo. Vprašanje 2 v zvezi z našim primerom. Katero sodišče ima mednarodno pristojnost ob predpostavki, da je gospa Müller sklenila pogodbo z gospodom Huberjem za njeno zasebno stanovanje. In predpostavimo, da je zaradi te okoliščine gospa Müller potrošnica. Je pa izključna pristojnost sodišča po stalnem prebivališču toženke po drugem odstavku 6. člena. Tako je. Super odgovor. Skratka, kljub temu, da smo prej navajali, da v bistvu se moramo obrniti na bruselsko uredbo kot na matično uredbo, ki ureja mednarodno pristojnost v civilnih in gospodarskih zadevah, pa je pomembno, pa bomo to videli potem še pri naslednjem primeru, da pa glede potrošnika v drugem odstavku člena 6 uredba določa izključno pristojnost tam, kjer ima tožena stranka, to je potrošnik, stalno prebivališče. No, smo že pri vprašanju 3. Pod predpostavko, da imajo avstrijska sodišča mednarodno pristojnost, katero nacionalno sodišče je pristojno za postopek o evropskem plačilnem nalogu? To nas v bistvu zdaj ne zanima konkretno, ker če bi že imeli takšen primer, bi se potem že pozanimali po Evropskem pravosodnem atlasu, kako imajo tam urejeno. In sicer imajo tam urejeno, tako kot že prej omenjeno, imajo centralizirano pristojnost in sicer izključno pristojno je Dunajsko okrožno sodišče za gospodarske zadeve. Jaz pa vas vprašam na tem mestu, katero slovensko sodišče, skratka, če bi se pa postopek vodil v Sloveniji, bi bilo pristojno za izdajo evropskega plačilnega naloga? Po nacionalnih predpisih glede krajevne pristojnosti, torej sedež tožene stranke, prebivališče tožene stranke. Kaj pa glede stvarne pristojnosti? Verjetno po vrednosti spornega predmeta, pač splošna pravila ZPP-ja. Tako je. Skratka, nismo posebej implementirali
morda implementirali ni pravilna stvar, pravilna beseda, ampak skratka nismo posebej delegirali pristojnosti za izdajo evropskega plačilnega naloga. Tako da veljajo splošna pravila, tudi to je v bistvu splošno pravilo za celotno uredbo, tisto, kar ni posebej urejeno, kjer so namensko puščene luknje v uredbi, pa potem imamo sklic na nacionalno zakonodajo. In tako velja potem tudi pri zadevi pri pristojnosti, tako kot je kolegica izpostavila. Gledali bomo iz ZPP-ja pravila krajevne in stvarne pristojnosti, tako da skratka 20.000 evrov bo operacione ta valoris, pod bo pokrajino, nad bo okrožno sodišče, upoštevajmo pa tudi izključno pristojnost okrožnega sodišča za gospodarske spore. Skratka, tukaj bo potrebno presojati tiste subjektivne, objektivne kriterije, ki veljajo za gospodarske spore. Bo pa v bistvu pristojnost v veliki meri temeljila na navedbi kompetenčnega stanja, kakor ga v obrazcu A opiše tožnik. Skratka, ker iz teh navedb bo sodišče izvora črpalo podatke o svoji pristojnosti. Omenimo tudi, da se uredba lahko uporablja v delovnih sporih, tako da potencialno obstaja tudi pristojnost delovnega sodišča. Zdaj pa izpostaviti velja, da je, pa mislim, da je to že profesor Ivančeva včeraj izpostavila, ampak velja ponoviti, Slovenija napačno notificirala komisijo glede pristojnosti. In sicer je rekla, da so v Sloveniji za izdajo evropskega plačilnega naloga pristojna okrajna sodišča, za kar pa ni bilo podlage, oziroma je bila to napačna notifikacija. In ta napačna notifikacija, vsaj zdi se tako, vztraja še danes, vsaj na strani Evropskega pravosodnega atlasa. Če si boste šli pomagati z Evropskim pravosodnim atlasom in šli pod razdelek naše uredbe, pa si boste potem poskušali pomagati z tistim avtomatskim vprašalnikom, boste videli, da vas, denimo, če želite tožiti v Mariboru, vas bo še zmerom napotilo kot na pristojno sodišče zgolj na okrajno sodišče v Mariboru, ne ponudi pa vam skratka drugih opcij, kot denimo okrožno sodišče, če bi šlo za gospodarski spor ali pa povrednosti. Tudi tu imamo več sodnih odločb, kot že omenjeno, recimo to je Slovensko sodišče za vsa procesna vprašanja, ki v uredbi, v obeh uredbah niso posebej obravnavane, se je zato potrebno obrniti na nacionalno pravo in teh vprašanj ni malo, mednje sodi tudi stvarna pristojnost, temeljno vprašanje v tej zadevi, ki se je sicer obravnavala. Ja, in tukaj je ravno to, povrednosti ali pa, če gre za gospodarske spore. V redu, pojdimo na scenarij 2 našega trenutnega vprašanja. Skratka, še zmerom izhajamo iz razmerja med gospodom Huberjem in gospod Miller. Sledeč temu, da je avstrijsko sodišče izdalo evropski plačilni nalog v skladu s členom 12 uredbe, sledeč temu je avstrijsko sodišče izdalo evropski plačilni nalog. Vendar je gospa Miller, medtem ko so ji vročili nalog, počitnikovala. Zato je bil slednji vročen njenemu tajniku, gospodu Majerju. Žal je gospod Majer pozabil izročiti nalog gospe Miller, ko se je le-ta vrnila z dopusta, zaradi česar ni mogla pravočasno, to je, kot vemo, v roku 30 dni, vložiti ugovora na obrazcu F. Vprašanje glasi, ali je bila vročitev evropskega plačilnega naloga tajniku gospe Miller pravilna oziroma pravno skladna z uredbo o evropskem plačilnem nalogu. Zdaj, kot je bilo že včeraj omenjeno, cilj uredbe je, da pride pisanje v roke naslovniku in uredba zato vsebuje tudi svoja pravila glede vročanja. Ali zdaj najdete med temi pravili? Mislim, da je... Točka B, 14. člen, točka B. Tako je. Skratka, točno ste specificirali točko, ne vem zdaj, če jo imam, nimam je navedeno, ampak pozivam vse, sedite za računalniki in lahko zraven pač brskate tudi po spletu, si preberete 14. člen 14, odstavek 1, točka B
ki omogoča takšno nadomestno vročitev. Ne. In tako lahko na to zaključimo, ne, da je bila nadomestna vročitev tajniku, samozaposleni, oziroma v našem primeru pač, no, se ne vemo, v kakšni obliki je upravljalo odvetništvo, ampak skratka gospe Müller pravilna. Vprašanje 5 je navezano. V katerih okoliščinah bi gospa Müller lahko zahtevala ponovno preučitev v izrednih razmerah? To pa zdaj en drug člen ureja. Skratka, zdaj se pa pogovarjamo o drugem institutu, in sicer ne več o ugovoru, ki ga lahko na nek način bi ga lahko laično označili kot redno preučitev. Zdaj pa mi govorimo o ponovni preučitvi v izrednih razmerah, in če boste našli člen, boste videli, zakaj se povezuje z našim primerom. Tako da morda, če kdo najde člen, ali pa če začnemo bolj bazično, skratka, kateri člen ureja ponovno preučitev v izrednih primerih? To je člen 20, a ne? Tako je, tako je. Zdaj, osnovni pogoj je izpolnjen, a ne, ker je bila vročitev po 14. členu upravljena, ne po 13. Ampak, mislim, trdila bi lahko, zdaj to je malo podoben, se mi zdi, našemu inštitutu vrnitve v prejšnje stanje, a ne, brez svoje krivde pač zamudila ta rok za vložitev rednega pravnega sredstva, torej ugovora, brez lastne krivde. Tukaj je še vprašanje, kdaj bi se tega lotila, a ne, ker je pogoj na koncu prvega odstavka 20. člena, da ravna brez odlašanja, torej spet en pravni standard bi mogli pogledati v verjeten odločbe kurije, če so kaj na to temo že rekli, ta krivda pa brez odlašanja. Ja, skratka, odličen in popoln odgovor. In ne znam pa odgovoriti konkretno na zadnje vprašanje, ampak lahko pa nekako sklepam. Skratka, ali je mogoče nezadostno pisarniško organizacijo, ker po svoji naravi je to, da tajnik ni vročil gospe Müller, skratka svojemu delodajalcu, svojemu nadrejenemu pisanja, da bi lahko krivdo pripisali odvetniški pisarni kot taki oziroma slabi organizaciji, nezadostni pisarniški organizaciji. Skratka, da bi vendarle očitek krivde obstajal in zaradi tega potem ne bi bila vloga za ponovno preučitev utemeljena, zaradi tega, ker skratka, ta pogoj, vročitev brez njene krivde ni bila opravljena pravočasno, da bi mogoče pripraviti obrambo, je pa zdaj pač stvar presoje, interpretacije, ne vem, če obstaja konkretna sodna praksa v zvezi s tem, bi pa ja, če bi pa bil odvetnik, bi se pa seveda spustil konkretneje v to, zagotovo pa bi pač, odvisno seveda od interesa, očital, da gre za, da je mogoče očitek krivde, oziroma če bi bil na njeni strani, da očitek krivde ni mogoč. No, mi pa smo že pri tretjem scenariju, in sicer sodišče zavrne zahtevo za ponovno preučitev v izrednih primerih, ki jo je podala gospa Müller, gospa Müller pa kljub temu noče plačati. In kaj se zgodi, kaj je nekako logični naslednji korak v tem primeru? No, ok, verjetno nočete niti povedati, ker je tako enostavno vprašanje. V bistvu, ker velja izdani plačilni nalog, ker ni bil v bistvu, lahko rečemo, izpodbit niti z ugovorom, niti z ponovno preučitvijo, pa še zmerom je izvršljiv, tako da se lahko preide, skratka tožnik lahko preide na izvršbo, ki pa se vodi po nacionalnih pravilih, skratka v našem primeru bi se vodila po avstrijskih pravilih, tam pa pač CPO, Exekutionsordnung in tako naprej. S tem smo zaključili drugi primer in gremo na tretji primer, ki je malce obsežnejši, ampak nič kaj manj zanimiv. Imamo opravka tokrat z gospodom Balbijem, ki je italijanski državljan s stalnim prebivališčem v Trstu. Odločil se je, da bo v letu 2018 počitnikoval na Hrvaškem. Rezerviral je bivanje v letovišču na otoku Cres, ki je v lasti družbe Gold Sun d.o.o. Letovišče je družba oglaševala prek spletnih strani in časopisnih oglasov v različnih državah članicah, vključno z Italijo. Nezadovoljen s storitvijo je zapustil letovišče, brez da bi plačal. Skratka, gospod Balbi je bil nezadovoljen in je zapustil letovišče, pa pri tem ni plačal.
Gold Sun d.o.o. je na občinski sud v Reki vložil vlogo za izdajo Evropskega plačilnega naloga zoper gospoda Balbija. Na Hrvaškem. V sklopu poglavja 10 obrazca A je Gold Sun predložil pogodbo, sklenjeno z gospodom Balbijem. Ta pogodba pa je vsebovala prorogacijsko klauzulo, s katero se za vse zahtevke izhajajoče iz pogodbe podeljuje pristojnost občinskemu sodišču v Reki. Občinsko sodišče je zahtevalo od družbe Gold Sun, da predloži še dokumentacijo v zvezi s pogodbo, še zlasti njene pogoje, na katere napotuje pogodba z namenom izvajanja nadzora nad pogodbenimi pogoji v skladu z določbami Zakona o varstvu potrošnikov, s katerimi je bila direktiva o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah prenesena v hrvaško pravo. Če povzamemo na kratko. Gospod Balbi letuje na Cresu. Z nastanitvijo ni zadovoljen, zato odide, brez da bi plačal. Morda je imel, verjetno šlo za neko alatmajsko pogodbo z podjetjem Gold Sun. Gold Sun seveda si prizadeva zdaj izterjati ta znesek nazaj in vloži na Hrvaškem predlog za izdajo Evropskega plačilnega naloga, pri tem pa se sklicuje na prorogacijsko klauzulo, skratka dogovor o pristojnosti, ki ga je vsebovala pogodba z gospodom Balbijem. Vprašanje 1 v zvezi z tem primerom glasi: ali je občinsko sodišče v Reki pristojno za odločanje v tej zadevi? Malo premislite in pač kar pogumno povejte, ker smo v bistvu podoben primer že obravnavali v prvem, že prvi primer je vseboval podoben problem. Kako bi rekli, ali je hrvaško sodišče zdaj pristojno? Ne, ni pristojno, ker je gospod Balbi potrošnik očitno, in ne pridejo poštev izjeme po bruselski uredbi 1 bis, ampak je tale izključna pristojnost za potrošnike po sedežu, ki je brez izjem, tudi prorogacije ne dopušča verjeten. Drugi odstavek 6. člena. Tako je, odlično. Skratka, najprej pogledamo ponovno po naši uredbi, skratka o plačilnem nalogu. Drugi odstavek nam pove, da če se zahtevek nanaša na pogodbo, ki je sklenila oseba potrošnik, za namen, za katerega se šteje, da je izven njegove poklicne pridobitne dejavnosti, in če ta potrošnik tožena oseba, so pristojna le sodišča, skratka tukaj imamo indikator izključnosti, države članice, kjer ima tožena stranka stalno prebivališče v smislu uredbe Bruselj 1. Zdaj pa zgolj, da odpravimo morebitne pomisleke oziroma zmedo, ki bi lahko nastala. Uredba Bruselj 1 namreč tudi določa pristojnosti v zvezi s potrošniškimi spori, in sicer v svojem členu 17. In tukaj bruseljska uredba v bistvu specificira, kdaj se za potrošniške spore uporabijo pravila o pristojnosti v zvezi s potrošniki. In sicer ne za vsako potrošniško pogodbo oziroma za vsak potrošniški spor, temveč, če gre za pogodbo o prodaji blaga na obroke, kar denimo v našem primeru ne bi bilo izpolnjeno. Če gre za pogodbo o posojilu, kar ponovno v našem primeru ne bi bilo izpolnjeno. Potem pa v vseh drugih primerih, če je bila pogodba sklenjena z osebo, ki upravlja gospodarsko ali poklicno dejavnost v državi članici, v kateri ima potrošnik stalno prebivališče. Ta bolj generalna določba bi, če bi se naš spor vodil, če ne bi bilo posebnega pravila v uredbi o plačilnem nalogu, bi nam omogočila tudi posebno pristojnost po bruseljski uredbi, ker ravno iz tega namena, da smo morda malo zmede, je bilo not navedeno, da se podjetje Gold Sun oglašuje tudi v Italiji in potem imamo razne sodbe sodišča EU, kaj pomeni to, če podjetje na kakršenkoli način usmerja svojo dejavnost v državo ali več držav, kjer je pač potrošnika. To pa naše izključno pravilo nam zdaj v bistvu pove, samo še tole, potem pa člen 18 bruseljske uredbe v bistvu vsebuje identično določbo, kakor naša določba v členu 6 odstavek 2 uredbe o Evropskem plačilnem nalogu. Prej smo videli, kdaj se uporablja ta določba, če gre za prodajo na bloke, posojilo in kadar se oglasuje podjetje.
Tukaj pa zdaj imamo dejansko pravila o pristojnosti, skratka v forumu. Sicer druga pogodbena stranka lahko začne postopek zoper potrošnika samo pred sodišči države članice, v kateri ima potrošnik stalno prebivališče. Skratka, na prvi pogled enaka določba kot v členu 6 odstavek 2 uredbe o plačilnem nalogu. In se potem lahko kdo vpraša, zakaj pa potem, kaj je pa potem potreba po tem, da posebej to izpostavljamo v uredbi o evropskem plačilnem nalogu. Ravno zaradi tega, ker, kot je kolegica že omenila, skratka, ker imamo izključno pristojnost, ta izključna pristojnost izključuje tudi druge pristojnosti za potrošnike, ki veljajo po bruseljski uredbi. In sicer bi bilo mogoče skleniti dogovor ali pa skratka ustalitev oziroma tiha prorogacija po členu 26. Te dve določbi zaradi tega, ker imamo izključno pristojnost po uredbi o plačilnem nalogu, te dve določbi iz bruseljske uredbe nista uporabni. In sedaj še končno vprašanje v okviru mojega dela seminarja. Mislim, da je končno. Se opravičujem. Mislim, da je končno. In če se boste spomnili na primer, je namreč sodišče pozvalo tožnika, da predloži splošne pogoje pogodbe. Ker bi lahko iz njih izhajali nedovoljeni pogoji v potrošniški pogodbi. Te nedovoljene pogoje direktiva 93/13 prepoveduje. In kar je pomembneje, ta direktiva nalaga državam članicam, da zagotovijo učinkovita pravna sredstva oziroma učinkovito pravno varstvo za potrošnike, tako da ne bi prišlo do kontinuirane uporabe teh pogojev. Ti pogoji namreč potrošnika ne bi smeli obvezovati. In zaradi tega gre potem, tukaj je potem vrsta sodišča EU, ki v bistvu delegirajo preizkus teh nepoštenih pogojev, obstoja teh nepoštenih pogojev po uradni dolžnosti. Skratka, sodišče ima ex ofo dolžnost preizkusiti pogodbo, če obstajajo takšni nepošteni pogoji. In vidimo, da lahko to pač povzroči težave v daji plačilnega naloga, ker plačilni nalog, sploh tale naš, je kvazi nedokumentarne narave. Vi podate skratka, če pogledamo člen 7, opis dokazov v podporo zahtevku. Temelj zahtevka sicer navedete, vključno z opisom okoliščin, ki se objavljajo kot podlaga za zahtevek in po potrebi za zahtevane obresti, hkrati pa podate opis dokazov v podporo zahtevku, to je v kategoriji 10 obrazca A, ampak ne zahteva pa to od vas, da sedaj morate denimo predložiti splošne pogoje uporabe. In ja, morda bi vas vprašal, raje bi vas vprašal, pa če se boste spomnili včeraj, v bistvu potem odgovor že poznate, ampak bi vas vprašal, kaj se potem v tem primeru zgodi. V tem primeru bo denimo tožeča stranka ugovarjala. Bo rekla, saj jaz nisem dolžan navesti oziroma priložiti pogodbe, temveč zgolj opisati dokaze v podporo zahtevku. Ali menite, da bo takšen argument tožeče stranke vzdržal? Češ, ne morete mi zdaj naložiti tega, recimo sodišče bo na novem obrazcu reklo, da mora tožnik dopolniti oziroma popraviti svojo vlogo za izdajo evropskega plačilnega naloga. In zdaj se bo tožnik branil, ne, saj uredba to od mene ne zahteva. In lahko vidimo, odkot prihaja ta njegov argument. Ali bo ta argument vzdržen, vas sprašujem. Mislim, vsaj ideja je kakšna, da če imamo opravka z potrošnikom, zaščititi šibkejšo stranko. Vsekakor bo sodišče vztrajalo verjetno pri svoji zahtevi. Ne bo uspešen s tem upiranjem, pač ne bo izdan, če ne bo tega predložil, bo vloga zdaj ne vem, nepopolna pa zavržena ali pa pač zavrnjeno, ker ne more preizkusiti. Ker tole je obvezno, preizkus poštenosti pogojev je obvezno. Ex ofo. Če so okoliščine dejanske in pravne narave, ki kažejo na nek sum, da bi šlo lahko za potrošnika,
verjeten tukaj. Mislim, če bi bil upnik pameten, ne bi prav zelo razlagal, v kakšni vlogi je gospod Balbi počitnikoval, a ne? Skratka, odličen odgovor, vred z zadnjim odstavkom, ker v bistvu upnik je tisti, ki kvalificira razmerja, iz njegovih navedb bo potem sodišče presojalo, za kakšno vrsto razmerja, mora biti potrošniško je šlo. Pa seveda ne zagovarjamo zdaj tega, ampak to je v bistvu resničen primer Bondora proti Carlosu. Špansko sodišče je bilo počez in tako kot že omenjeno, družba Bondora je zavrnila predložiti splošne pogoje, navedla, da v primeru vloge za evropski plačilni nalog ni obvezana predložiti dokumentov v utemeljitev terjatve. Ter zraven še, da obrazca ne vsebujete nobene navedbe v zvezi s predložitvijo dokumentov za izdajo evropskega plačilnega naloga. No, sodišče je takšno razlogovanje v bistvu potem seveda zavrnilo. V bistvu je obstajala sodna praksa sodišča EU že prej v zvezi z nacionalnimi postopki, in sicer da nacionalno pravo, postopkovno pravo ne sme biti takšno, da bi onemogočalo uradnega preizkusa nepoštenih pogojev. No, potem se je v bistvu ta isti ratio analogno preselil zdaj še na področje evropskega plačilnega naloga, tako da kljub tej taki abstraktni, kvazi nedokumentarni naravi vloge za izdajo evropskega plačilnega naloga, je vseeno v domeni nacionalnega sodišča, da ta preizkus še zmerom opravi. In za te namene lahko tudi zahteva od tožnika, da dopolni oziroma popravi svojo vlogo. Se mi je pa zdela obrazložitev sodišča sicer malo tak, ker sodišče v bistvu pravi takole, v zvezi s tem je treba ugotoviti, da člen sicer izčrpno ureja pogoje, ki jih mora izpolnjevati vloga, vendar mora tožeča stranka v skladu s členom 7.1 te uredbe pri predložitvi take vloge za plačilni nalog vseeno uporabiti tudi standardni obrazec A iz priloge 1, ker navedeni ureditvi. Tukaj imamo screenshot tega obrazca. Iz točke 10 obrazca pa je razvidno, da ima tožeča stranka možnost navesti in opisati vrsto razpoložljivih dokazov, vključno z dokumentarnimi dokazili iz točke 11 tega obrazca pa izhaja, da je dopolnilne informacije mogoče dodati k tistim, ki se izrecno zahtevajo v prejšnjih točkah navedenega obrazca, tako da ta omogoča predložitev dopolnilnih informacij v zvezi s pogodbami. Skratka, sodišče ni šlo zdaj neposredno in skozi člen, skratka skozi normativni del pogodbe izvedlo svojega razlogovanja, temveč se je obrnilo na formo, skratka na ta formular in pojasnilo, da nekako tiho izhaja možnost tožeče stranke, da navede vse te potrebne podatke, v bistvu pa se na nek način naslanja na obveznost tožeče stranke, da jih dejansko tudi navede. Tako da če boste imeli opravka z potrošnikom, se temu ne boste mogli izogniti, razen če boste nekako poskušali prikriti zadevo, ampak vas bo tukaj potem po uradni dolžnosti lovilo sodišče EU, nacionalno sodišče, ki pač presoja izdajo tega plačilnega naloga in vas bo po potrebi tudi opozorilo, da dopolnite z morebitnimi informacijami, oziroma kot v našem primeru, splošnimi pogoji, ki kažejo na nepoštenost ali poštenost pogojev. To je bilo z moje strani vse v zvezi z mojim razdelkom, to je mednarodna pristojnost.